Dobro, vendarle pomembni, ampak verjetno prava priprava bolj za jesen. Kako nekako razmišljate o teh dveh tekmah v tem delu? Pa ja, definitivno rezultat je važen. Pomembno je tudi, kako bomo izgledali, ker se vsi zavedamo, da sta to zadnji dve tekmi pred pravimi tekmami, ki sledijo. In definitivno bomo šli v obe tekmi, da zmagamo, da probamo nekaj novih zadev in da vidimo, kje smo. Nismo se videli par mesecev, nekaj novih obrazov, tako da gremo lepo sproščeno v cel teden in probati, kar se da najbolje odigrati te dve tekme. Energije po koncu sezone je dovolj še? Pa ja, definitivno. Mislim, ni še konec sezone. V glavi se moraš pač pripraviti, da ni konec sezone. Reprezentanca je pač najlepše, kar se lahko zgodi nogometašu, tako da mislim, da nobeno izmed fantov nima s tem težav, da ne bi bil motiviran ali karkoli. Eno leto nazaj ste se pripravljali na evropsko prvenstvo, lanski junij, pa potem tudi začetek julija vam je res dal veliko, ste se kaj spomnili zdaj tudi recimo eno leto nazaj te res euforije, te res super igre? Ja, spomnili smo se predvsem, ker so zalepljene nove slike na zidu spodaj pri slačilnicah, tako da ja, lepo je bilo videti. Vendar to je že za nami, bilo je lepo, na preteklosti sploh v nogometu ne moreš živeti, ker vsak dan je nov trening, nova tekma in gledamo samo še naprej in da bomo kar se da najboljši. Erik, kako pri tem dodatnem zagonu za tale junijski termin pomaga tudi to, da reprezentanti dosti dobro poznate selektorja Matjaža Keka in da mislim, da kar veste, da ima on še posebej te junijske termine rad, da vidi, koliko ste napaljeni po koncu sezone. Pa vse, kot sem rekel, mislim, da vsaki se naštima v glavi, da je pač reprezentanca, kar je najlepše v nogometu, da je vsak motiviran za to, za ta zbor, da si v glavi ne dela nekih, da bo to lagano ali pa karkoli, ampak prije sem maksimalno motiviran. Če ne, pa sem prepričan, da če kdo ne bo, da ga bo selektor hitro pospravil, da bo motiviran. Lani si prišel tudi na Euro, recimo, ali pa pred Euro, z nekimi, recimo temu, pogovori, špekulacijami tudi o prihodnosti. Odločili se, da boš postal junak kluba in znamka kluba, kako drugačno bo z tega vidika tvoje poletje in recimo, koliko čutiš mogoče tudi v garderobi ta nemir, ker marsikdo od fantov je pa zdaj tudi na neki prelomnici. Kar se mene tiče, je zadeva jasna, pogodba je veljavna še eno leto plus opcija še eno leto, tako da če ne bo kaj dobrega prišlo na moj račun, bom verjetno ostal. Drugače pa ja, definitivno bo nekaj fantov menjalo vrste klubov, tako da ampak to je bolj druga smer, mi se pač pogovarjamo, kam bo šel, kje boš, ampak da bi pa karkoli to vplivalo na naše delo ali pa na koncentracijo tukaj, pa ne, tako da zanimivo, vsekakor bo pa pestro in zanimivo. Pri ostalih mogoče, ki so v tem času bili? Ja, vsekakor. Veliko sem prvič prišel v garderobo, kot je Erik rekel, vsi ti spomini iz evropskega prvenstva in bi rekel, da po 2-3 dneh, ko da me ni bilo, ne vem, en mesec, ne pa eno leto. Takoj se spet vrneš v tisto stare stalnice in nadaljuješ, kjer si končal. Motivirani zelo? Še vedno, vsakeč, ko pridem na reprezentanco, sem vedno znova motiviran. Tako je tudi zdaj, tudi če so dve prijateljske tekme, bomo probali vsi skupaj oddelati na 100%. Spomin še na to evropsko prvenstvo, prav tekma s Portugalsko je bila vaša. Ja, vsi vemo, kako se je to končalo. Začelo se je lepo, tudi nadaljevalo se je super. Ena lepa pravljica, ki se je končala na malce tragičen način, ampak mislim, da so fantje nadaljevali tudi v Ligi narodov to zgodbo, dobro peljali, obstali v Ligi B. To, kar je bil prvotni cilj. Zdaj pa neko uigravanje na teh dveh prijateljskih tekmah, da potem napadamo svetovno prvenstvo. Ta marca v garderobi je ostala tista, ki so imel prej, so kaj na nov prelet. Ko sem prišel v garderobo, sem videl, da ni več sednika na pravem mestu. Jih je slišal malo ekonom, ampak dobro, ne bomo zdaj picajzlasti. Si že kar izkušen, koliko je tudi to recimo pomagalo zdaj, ker na nek način
mogoče si bil po sezoni že malo z glavo na dopustu, potem pa naknadno poklic za kakega, rečemo, mulca, mogoče bi bil to kar šok, kaj pa s tem? Ja, veste da sem končal sezono v Grčiji, sem še malo stal s sinom v živo, ampak ko dobiš klic selektorja, pripraviš ta mindset in prideš na reprezentanco, vsekakor. Luksemburg, reprezentanca, v kateri ne vemo veliko, razen tega, da se absolutno dviguje. V zadnjem obdobju verjetno boste tudi še vi malo spoznali. Ena dobra priložnost, mogoče tudi za igralce, kot si ti, ki vas čaka iskreno neko novo dokazovanje. Ja, vsekakor. Zdaj me eno leto ni bilo. Vsaka nova tekma je novo dokazovanje. To selektor vedno ponavlja in vedno znova hoče od nas, da se potrudimo v najboljših močeh. In ta tekma bo tudi za mene eno to dokazovanje. Luksemburg, kot je že prej Erik rekel, zelo dobra reprezentanca. Ni to Luksemburg, kjer je bil pred 10 leti, ko je bil kot nek San Marino. Zdaj imajo dobre igralce, tudi njihovo desetko dobro poznam, ker je igral z mano v Dinamo Kijevu. In to bo, če ostali pričakujejo, da bo lahko, ne bo. In treba bo iti na glavo, kot selektor rad izrazi.